Živijo, moje ime je Sanda in sem vaš digitalni coach. Danes se bomo v minutki posvetili 9 točkam, ki jih je fino upoštevati, če želite graditi svojo medijsko prisotnost. Sredotočili se bomo na socialne medije. In sicer, prva točka, plan. Nujno, vedno in povsod je treba imeti plan. Zakaj? Če ne boste imeli plana, ne boste vedeli, ali ste že dosegli določen cilj. Tukaj se je fino držati načela 80-20, torej 80% vsebin naj bo izobraževalnih ali zabavnih in 20% vsebin naj bo dejansko prodajnih. Še mali namig za čiste začetnike v poslu. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da na začetku še bolje, če uporabljate načelo 90-10, torej 90 zabavnih vsebin in 10% prodajnih ali pa še manj. Druga točka. Odkrite, katere socialne platforme so dejansko primerne za vas. Naredite analizo. Facebook ima najhitreje rastočo ciljno skupino med starejšimi od 65 let. To je fino vedeti, če prodajate izdelke za starejše ali pa storitve za starejše, da ne pozabite na socialne medije. Tretja točka. Spoznajte svoje občinstvo. To se navezuje tudi na drugo točko. Pomeni, mikrotargetirajte vse ciljne skupine, ustvarite persone, torej buyers persona se temu reče, in jih targetirajte posamično, zato da boste dejansko vedeli, katera od njih sploh deluje. Če boste vse združili v eno, ne boste vedeli, katera je dejansko vaša, tista čisto prava, najbolj uspešna ciljna skupina. Tukaj lahko priporočam orodje HotSuite, kjer v bistvu poleg drugih zadev ponuja tudi to, da oblikujete in raziskujete buyers personas. Četrta točka. Upoštevajte trende. Torej, ko vidite, da je nekaj viralno, uporabite, kolikor se le da. Peta točka. Uporabljajte platforme tudi za direktno prodajo. Torej, uporabljajte Business Ads Manager oziroma zdaj Meta Business Manager, kjer imate Catalog Sales ali pa Instagram Shopping. Tam se proda kar dosti. Šesta točka. Miksajte formate. Ne uporabljati samo videa, ne uporabljati samo slik, ne uporabljati samo besedila. Menjajte, testirajte in preverjajte. Ljudem rata dolg čas, če stalno gledajo eno in isto. Sedma točka. Kakovost naj bo vedno nad količino. Osma točka. Avtomatizirajte, kjer se le da. Obstaja kar nekaj orodij, s katerimi lahko eno objavo prestavite na različne spletne platforme. In še zadnja, 9. in meni najpomembnejša točka, ki sem jo iskreno povedano jaz dolgo časa zanemarila, in to je analiziraj. Analizirajte vse, kar smo po teh točkah zdaj povedali, in ugotovili boste, kaj deluje in kaj ne. Potem je pa na vas samo, da to prilagajate in da spremljate in potem spet uspešno implementirate. Prva minutka je za nami, tako da vidimo se naslednjič. Lepo bote. Adijo!